so vse barve za lase izjemno agresivne, strupene in povzročajo, je že dokazano, raka na mehurju. Že 15 let nevladne organizacije opozarjajo uradne zveze potrošnikov v Evropi na strupenost teh izdelkov. In je v bistvu šele leta 2001 je prišlo do tega, da so nekako opozorili komercialne proizvajalce, da morajo umakniti 22 kemikalij, ki so strupene in dokazano povzročajo raka na mehurju, iz svojih proizvodov. 150 ostalih kemikalij je pa še na listi za preverjanje. In je v bistvu uzakonili so to leta 2006, kar pomeni, da je trajalo 5 let, da je prišlo do tega, da so uradno potrdili, da so te kemikalije strupene in da povzročajo raka. Naravnih barv tako rekoč sploh ni. V Sloveniji je samo ena blagovna znamka, ki ima zares naravne barve. Zdaj je trik nastal, ker je to in vse skupaj, ne? In dajo proizvajalci kemijo, potem pa malo organskih stvari noter, rastlinskih, ne? Ampak to je še vedno strupeno, nič ne pomaga, ampak piše na embalažah in to naravne barve za lase, ki pa v resnici niso. To, da imaš ti na koncu uničene lase, da tvoj organizem absorbira cel kup kemikalij, pa da je bilo pač zmešanih malo rastlinskih substanc noter, nič ne pomeni. Pravzaprav so naravne barve v bistvu kane, z mešanico, ne vem, bom rekla, različnih rastlin, ki dajejo barvo, kot so rabarbara, kamilica. Potem so pa naredili teste še za te kao naravne barve, kane, in so ugotovili v okviru Evrope, da razen 8 blagovnih znamk vse kane vsebujejo kemikalije. Naravno barvo, to se pravi na osnovi, ki je v bistvu 100% rastlinski produkt, brez peroksidov, brez amonikov, tudi brez trikov, ker napišejo barva brez amonijaka, noter je pa ostala kolona kemikalija. No in v bistvu je razlika med kemičnimi barvami in naravnimi barvami ta, da kemija las odpre, ga poškoduje, las je potem mrtev. In v bistvu veže potegne ven naravni pigment, ki je neka struktura, gradbeni kamen las in ga zamenja z sintetičnim. In zato se v bistvu tudi las skolapsira, vedno bolj uničen je. Naravna barva kana, to se pravi čisto rastlinska, pa obloži las kot plašč, to se pravi, da dobi las volumen, dobi zaščito, gre za nego lesišča. Je pa zaskrbljujoče to, da informacija našim frizerjem iz uradnih virov je to, da kana poškoduje lase. In v bistvu leta 2004, ko je že bilo znano, da je 22 kemikalij uradno škodljivih in da povzročajo raka, je 2004 v reviji za zaščito potrošnika v Sloveniji, v reviji VIP, išel članek, ki govori, da so testirali barve in da so krasne za uporabo in da niso nevarne in da ne povzročajo raka na mehurju. In so v bistvu tako kupci kot uporabniki oziroma nek ta vezan člen, to se pravi frizerji, v bistvu dezinformirani. Je pa res, da je vsak odgovoren zase, še posebej tisti, ki delajo servis ljudem, so odgovorni ne samo zase, ampak tudi za druge. Vsi znamo čitati, na internetu je ogromno informacij, tudi v bistvu so to društva, neko dogajanje, ki dajejo informacije v zvezi s tem in jaz mislim, da se lahko iz tega naučimo to, da ne smemo čakati na uradne stvari, ker še to, kar je bilo prej znano kot fajn, kot strašno dobra nega las, je v bistvu potem čez 5 let strup. In ne moramo čakati, da nam bo nekdo to povedal, ampak da moramo biti odgovorni, informacije dovolj, lahko se pozanimamo in nehamo uporabljati te proizvode
še preden so uradno požegnani kot kemični strupi.